Mladi, mladih, mladim, mlade, pri mladih z mladimi. Mladi danes. O mladih in z mladimi za boljši jutri. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Mladi danes. Zelo sem vesel, da lahko pozdravim dve osebi, ki delujeta v okviru mladih zelo intenzivno na različnih področjih, obe pa močno vpeti v eno največjih mladinskih organizacij v Sloveniji, Skavte. Mateja in Andrej, dobrodošla. Hvala. Živel. Najprej bi vaju prosil, če se lahko malo predstavite, ker se mi zdi, da je tukaj v ozadju vsake skavtske zgodbe ena tako osebna nota, ne glede na to, kakšna je tvoja vloga. Pa se mi zdi dragoceno, da slišimo, morda zato, da se tudi poistovetimo delno z njo, ali pa da spoznamo nekaj popolnoma novega. Tako da, Mateja, te lahko povabim kar k besedi. Ja, živijo. Jaz sem Mateja, trenutno v skavtski organizaciji delujem predvsem kot zaposlena na področju zdravja in sicer izvajamo en program Zdravo za krepitev zdravja mladih, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, in moja vloga je, da vodim vso dogajanje na tem področju. Drugače pa sem skavtinja že po mojem, da čez 20 let, že odkar se je dal biti skavt, so me dal k skavtom, tako da je to že kar pošteno del mojega življenja in me je intenzivno oblikovalo v osebo, v katero sem zdajle. Če te prav razumem, v bistvu si ves ta čas 20 let v bistvu bila povezana s skavtmi, tako ali drugače? Ja, bila sem skavtinja teh 20 let, zelo. Enkrat skavt, vedno skavt. Tako, mislim, ja. Kakšni so bili pa morda tvoji vstopi? Rekla si, da so te dali k skavtom takoj, ko je bilo to možno. Takrat še bobrčkov ni bilo verjetno. Ne, ne da bi vedela, ne, gotovo jih ni bilo. Dali so me k Volčičem pri 8 letih. Po mojem, da je moja zgodba zelo podobna kot od večine skavtov, se pravi, mami me je opisala ali pa ati opiše. No, pri nas je pa to mami. In najprej nisem marala skavtov, ker so me potiskali iz cone obdobja, šele pol malo kasneje sem ugotovila, zakaj so okej, in sem jih vzljubila. So ti zlezli pod kožo? So mi zlezli pod kožo, ja, tako. Kaj je bilo pa tisto, kar na začetku, recimo, ko se spominješ nazaj, zdaj rečeš, da nisi marala? Kaj te je odbilo? Ne vem. Ja, jaz sem bila zelo introvertiran otrok. Mi je bolj pasalo biti doma za knjigami pa v nekem svojem svetu. Skavti so me iz tega vidika zelo potiskali iz cone obdobja, ker je to veliko enega druženja, sodelovanja, grajenja odnosov, kar je tudi namen, ker želimo naučiti graditi odnose mlade, ampak jaz tega takrat nisem vedela. Pa ne vem, to, da moraš sredi noči vstati za stražo, mi je šlo zelo na živce, ker sem zelo zaspan človek. Pa ne vem, veliko je fizičnega dela, tudi učeti bilo recimo, nisem marala športa včasih, zato mi je pa to težko. Pač same take stvari so bile, ker so mi bile težke. Ampak danes si se pripeljala s kolesom sem, ne? Ja, edina od nas treh. Ja, moram biti zgled. Super, hvala. Andrej, kaj pa ti? Moja skavtska zgodba je podobna. Drugače, ime je Andrej, prihajam z okolice Mengša, kjer sem tudi sodeloval pri ustanovitvi z tega. Drugače, trenutno sem pa v funkciji poverjenika za vzgojo kot član izvršnega odbora. Skavt sem tudi jaz že 20 let. Začela se je moja zgodba leta 2004 v jeseni, ko sem se končno lahko pridružil Volčičem. Ne vem, kdo me je opisal, je bila mami ali ati. Edino, kar se spomnim, je to, da sem lahko sledil svojemu starejšemu bratu pa sestri, a kasneje je prišel zraven še ta mlajši brat, tako da smo bili v enem trenutku vsi štirje pri skavtih. Od nekdaj sem bil navdušen na skavtih, pri Volčičih, vsa ta igra, norost, petje in četa. Še najmanj aktiven sem bil v času klana, ko je bilo treba malo več poskrbeti sam zase, v smislu, da si se sam spomnil, da je treba iti na srečanje. Takrat mogoče sem imel malo slabšo udeležbo, ampak se je pa ta krivulja obrnila, ko mi je bila ponujena vloga voditelja. Od takrat naprej sem pa z glavo skoraj več pri skavtih kot pa kje druge, in tudi s srcem, ker mi je res to tak privilegij, da lahko sodeluješ, da se učiš, da pripravljaš program in da priteče cela gruča otrok, da se ti nasmeje, to je nekaj nepopisljivega. Tako da ja, tako nekako so se začele moje skavtske stopinje, ki še vedno trajajo.
Super, se mi zdi, da je šlo v aktivnost, kljub temu morda malo spuščanje v tistem obdobju srednje šole oziroma klana. Ne, Takrat tako je. Takrat. Kaj pa morda, zdaj, če gledamo tako na širše, zdaj mi smo vstopili že kar v določene izraze, tudi ki jih morda kakšen poslušalec ne pozna, ampak kako bi opisala tisto osnovno idejo skavtstva nekomu, ki še ni slišal ali pa sliši za skavte samo tako nekje iz medijev? Kaj je jedro, kaj je osnovna ideja? No, se malo sta v besedah že povedala. Osnovna ideja skavtstva je v bistvu vzgoja. Skavti smo vzgojna organizacija, imamo postavljeno svoj, kako bi temu rekel, model skavtske vzgoje, in sicer imamo vsebino vzgajanja, ki jo razdelimo na 9 področji, od aktivnega državljanstva, katoliške duhovnosti, vzgoje za mir, za zdravje, sovzgoje in še vse ostale. Potem imamo pa tudi postavljeno skavtsko metodo in v bistvu zelo preprosto razdeljeno je, če se vprašamo, kaj delamo, pokrivamo z vsebino vzgajanja, če pa vprašamo, kako delamo, je pa to skavtska metoda dela. In naš cilj v bistvu je, da vzgojimo zdravega, pristnega, samostojnega in odgovornega človeka, državljana in kristjana. To je tako na grobo, je pa vsekakor pod vsako to alinejo se lahko še razgovorimo, opišemo in tako dalje. Kaj bi morda bilo tisto, kar bi rekli nekaterim, ne vem, recimo staršem, ki poslušajo, ali pa nekdo, ki ima otroke v različnih starostnih skupinah, kaj se ponuja pod to skavtsko metodo, pa pod izkušnje, ki ste jih že malo izpostavljene, kot neko delo, učenje samostojnosti, pa potem nočna bdenja, take se mi zdi stvari, ki prek igrivosti, nagajivosti povežejo, pa učijo tudi nekega sodelovalnega duha. Za koga bi rekli, da je primerno skavtstvo? Ja, mi imamo en tak rek, ki ga zelo radi uporabljamo, da skavtstvo je načeloma za vse, niso pa vsi za skavte, tako da ja, je za vse. Predvsem pač vzgajamo otroke in mlade. Najmlajši so stari 6 let, najstarejši pa dobro voditelji, ne vem, do okoli 30-35, odvisno na kakšni funkciji si. In ves ta čas se ti vzgajaš, oziroma te tudi drugi vzgajajo. Tako da iz vidika starša, mislim jaz, če bom starš, bom z veseljem opisala otroke k skavtom, ker vidim tukaj tudi neko tako skupnost ljudi s podobnimi vrednotami, ki jih želim tudi jaz vzgojiti svojim otrokom. In vse te stvari, ki jih je Andrej prej povedal, se pravi pristen, samostojen, odgovoren in zdrav človek, kristjan in državljan, to so gotovo vrednote, katerim bi rada usmerila svoje otroke. In se mi zdi, da skavti nudijo to dodatno vrednost, da mladi vzgajajo mlade. In je čist drugače kot recimo, če starš neki, ne vem, teži recimo, včasih lahko mlad to tako dojame, kot pa če nek skavtski voditelj, ki je mogoče malo starejši, ampak še vedno nekako podobna generacija, kot starejši brat vzgaja tega svojega člana skavta. Ja, meni se zdi, stvar, s katero, oziroma razlaga, s katero lahko starše prepričaš, je, jaz vedno skavte gledam kot nekaj, kar mlade izredno privabi in potem se vpraša, zakaj jih privablja, in se mi zdi, da je glih zato, ker skavtstvo ni lahko. Skavtstvo je težko in kamorkoli pogledaš, je pred tabo izziv, kako se ga boš lotil, s kom ga boš delal. In se mi zdi, da je ta garancija, ki jo imamo skavti, in to sem res trdno prepričan, da je okolje, v katerem delujemo, varno, skupnost, v kateri si lahko zaupaš in ne bo nekaj, ker te bo izločili iz družbe. Pač poizkusi, preveri, najdi izziv in vse to se lahko potem nalaga naprej tudi do 20 in plus let. Ker zelo velikokrat slišiš, ja, se vzgajajo po osnovni šoli, srednji šoli. Daleč od tega, ti, ko prideš v mlado odraslo dobo, se tako veliko polje nekih veščin ponudi oziroma, ki jih potrebuješ za to, da se lahko znajdeš v svetu in službi in tako dalje. Se mi zdi, da to je res ena taka stvar. In tukaj kar nekaj teh veščin jih tudi lahko pridobiš tekom ne samo služenja, ampak prej tudi v bistvu prisostovanja pri različnih vejah skavtstva, ne? Seveda. Ja. Že recimo bobri, ki je naša najmlajša veja, že tam se učijo bobri in poslušanja drugega, sodelovanja drug z drugim, seveda na njihove prilagojenost, njihovi starosti. Ne? In potem bolj rasteš, oziroma starejši si, težje so te naloge. Že recimo že pri volčičih, druga starostna veja, se pravi 3., 4., 5. razred, se že zaupa vlogo vodenja manjše skupine enemu izmed njih. Se pravi 3. razred, 4. razred, že imaš neko odgovornost, seveda pod nadzorom voditeljev, ampak ti že dajo neko stvar, ki je mogoče drugače ne bi dobil, razen če si
ne vem, neka res velika družina, ki se mora že skoraj da ne v gruče razdeliti. Ne? Gruče so pomenovane te manjše skupine pri volčičih. Ne? Tako je, ja. Zdaj, morda sam za okvir, omenil si bobrčke, bobri so v starosti Prvi, drugi Šest- razred, 6 ja, do 7 sedem let. let. Ja. bobri in bobrovke, ne? Ja. VABB. Potem so volčiči. Ja, to je 3. do 5. razred, se pravi 8 do 10 let. To so volčiči in volkulice. Potem imamo izvidnike in vodnice. Na kratkem včasih rečemo tudi četa. To je od 6. razreda osnovne šole do 1. letnika srednje šole. In potem imamo pa vejo popotnikov in popotnic, ali pa tako imenovan klan, kjer je pa v bistvu od 2. letnika pa do starosti 21 let. In potem sledi skvo, skupnost voditeljev ni nujna, ampak je zaželjena, in potem je pa, dokler zdržijo, no bom tako rekel, no. Ni neke starostne omejitve za skvo. Ta izraz četa, to pride iz ustanovitelja Baden Powella, ali odkje v bistvu, zakaj se četa poimenuje? Morda veste, kot zanimivost. Mogoče bi lahko rekel, da tudi na ven deluje kot ena vojaška četica, sicer malo bolj igrivo, ampak mislim, da izvira že iz časa Baden Powella, ja, ko je v bistvu, on je bil vojaški načelnik oziroma vojak in je zelo veliko teh izrazov prenesel iz vojske ven, tudi organizacijskega, tako da bi lahko rekel, da je tam izhajajo. Tukaj sta izpostavila že dve močni področji skavtstva, tako neko skupnost, kot tudi to osebnostno rast. Potem je pa tukaj še tudi narava. Ne? Te tri komponente se mi zdi, se vse tako prepletajo pri skavtstvu dosti močno. Na kakšen način, ali je kaj takega naravno, kako prije do tega, ali je prav začrtano? Kaj? Načeloma je tako. Skupnost je nek osnovni gradnik, ki ga imamo lahko tekom vej. Torej, v skupnosti prvič si zaupaš, lahko rasteš, se preizkušaš. Narava pride zraven, bi rekel, zato ker je to najbolj primeren prostor oziroma najbolj prost prostor, kjer se lahko otroci, mladi in ostali, malo po domač povedano, malo znorimo, a ne, in nam da proste roke. Tako da ja, nekako tako bi lahko prepletel, tako na kratko. Super. Pri naravi se mi zdi tudi dosti teh komponent, ki jih zdaj ozaveščamo, pa vidimo za nazaj, kako so bile dragocene sploh v družbi zaslonov, to je meni bližja tematika, ne? In se mi zdi tudi tako super, da tekom programa, program ali projekt Zdravo, Mateja? Program imenujemo, ja. Ministrstvo za zdravje ima neke sofinancirane projekte in mi potem prijavljamo program Zdravo. To pomeni, da se potem nadaljuje oziroma nadgrajuje, ali kako? Ja, v bistvu mi imamo v skavtski vzgoji ena od področji vsebine vzgajanja, je vzgoja za zdravje. In s pomočjo teh sofinanciranih programov, ki jih že od 2014 naprej imamo, lahko pol to vzgojo za zdravje na nek višji nivo spravimo, jo nadgradimo. Ja. Ampak je to v bistvu vse nekako v službi tega, kar želimo mi na koncu z našo vzgojo doseči. Dosti pogosto tekom pogovora mi je prišla tudi beseda celostno na misel, ne? In tudi na tem področju zdravja, verjetno tukaj skavtska metoda, se trudite k nekemu celostnemu zdravju mladih, ali kako mislite, da prispeva k temu? Ja, celostno je zelo dobra beseda, zato ker mi delamo na večjih področjih, tudi na področju zdravja. Nekako smo definirali 3 stebre zdravja pri nas, in sicer prehrana, gibanje in duševno zdravje. In potem vedno poskušamo vsa 3 področja nekako enakovredno zastopati in v okviru naše vzgoje za zdravje in v okviru našega programa, tistega, ki se pač tisto leto izvaja. Tukaj se mi zdi, ste predvsem kot neka preventiva, ali kako na tem področju želite delovati? Ja, skavti delujemo na področju zdravja predvsem kot preventiva preko dobro gibanje je že vključeno v vse možne naše aktivnosti. Za zdravo prehrano se tudi zelo intenzivno trudimo, smo izdali 2 priročnika za voditelje, ki jim lahko pomagajo, da znajo nekako sestaviti jedilnik, ki bo vseboval vsa hranila, ki jih mladi potrebujejo, in na ta način tudi učimo mlade, kaj so tiste zdrave elemente prehrane, oziroma jih učimo, kako sestaviti neko uravnotežen jedilnik, recimo. Spravi, voditelj mora biti pozoren, da ne kuha samo pašte. Ja, gotovo. Mora biti to pozoren. Mislim, tudi pašta pride na meni, ampak moramo pa paziti, da je res to uravnoteženo, se pravi, da je v nekih pravih količinah, in zato imamo tudi potem vse te priročnike usposabljanja, da voditeljem, da jih nekako polnomočimo na tem področju. To pa z duševnim zdravjem se tudi zelo intenzivno ukvarjamo že kar nekaj let.
Ena raziskava je bila narejena od Maje Kurbus Faleš, oziroma magistrska naloga, mislim, da je bila to, ki je raziskovala, kakšen vpliv imajo skavti na duševno zdravje otrok in mladostnikov, in so bili ugotovljeni zelo, zelo pozitivni vplivi. In sicer predvsem na račun teh aktivnosti, ki jih imamo v naravi, na račun nekih podpornih odnosov v skupnosti in celega našega v bistvu tega koncepta vzgoje, ki nekako spodbuja k osebnostni rasti. Tako da smo zelo ponosni na to in se trudimo še naprej v tej smeri delovati. Ja, ful dragoceno, pa se mi zdi še ena taka veliko bogatstvo v bistvu skavtstva, prostovoljstvo, ker imam občutek, da prav po covidu je dost manj zavezanosti med mladimi k nekemu rednemu, močnemu prostovoljskemu delovanju ali pa tako odgovornemu. Tukaj pa metoda že sama po sebi, Andrej, ti si že prej izpostavil, v bistvu uvaja od malega naprej prevzemanje nalog in tudi skrb za druge, ne? A sem prav razumel to? Kaj bi rekli, da je bistven ta privlačen element pri mladih, da vstopajo kot prostovoljci in kakšno vlogo imajo morda znotraj skavtske organizacije v Sloveniji? Bom začel pri koncu vprašanja. Skavtstva brez prostovoljstva ni. Naša cela organizacija, razen tistih nekaj posameznikov, temelji 5 posameznikov, hvala, temelji na skoraj 1000 mladih prostovoljcev, voditeljev, ki v bistvu držijo organizacijo gor oziroma izvajajo programe. Vprašanje je dobro, zakaj. Smo se pogovarjali na enem srečanju v Brežicah v lanskem letu, ko smo se srečali predstavniki različnih mladinskih organizacij in čisto vse organizacije so povedale, da imajo težave s pridobivanjem kadra za naprej oziroma kdo bo prevzel za njimi. Tudi mi se tega zavedamo kot skavti, zato imamo tudi v strateškem načrtu prav svoje točko oziroma, bi rekel, skupino nalog poimenovano vzgoja za prostovoljstvo. Kam točno nas bo to prineslo, še ne vemo, ampak vemo pa, da je to področje, na katerem treba nujno delati, ker se zavedamo, da mladi vse težje prevzemajo odgovornost oziroma bi rekel, da se težje se javijo za to, da bi nekaj naredili za druge. Je pa glih to, ta zagon, ki ga dobiš, ko lahko nekaj narediš, za kar nisi plačan, motivacija k temu oziroma spodbuda k temu, da najdeš motivacije, zakaj to delaš nekje drugje. Ali je to zadovoljstvo ostalih, ali je to, da se sam nekaj naučiš. In se mi zdi, da je to v bistvu največ, kar naše voditelje priganja k temu, da so prostovoljci, pa ne samo naših voditeljev, tudi starejše člane in tudi mlajše člane. In se mi zdi, da ja, to prostovoljstvo je res nekaj, kar je tako močno zasidrano v naše gibanje, da brez tega ne obstajamo. No. Kaj pa glede skupnosti? Tukaj izpostavili ste skupnost skavtov, ki že od najmlajše starosti oziroma od 6. leta naprej se ustvarja, pa na različne načine tudi potem deluje skupaj. A si prav predstavljam znotraj obdobja čete, gre tako, da je ena skupnost manjša, pa že pri volčičih, ne, potem, ja. Ena pa večja. To se mogoče prepleta tudi. Skavtska metoda ima več elementov in eden od elementov skavtske metode je delo v manjših skupinah. Lahko si razlagamo iz čisto preprosto praktičnih razlogov, seveda lažje 4 razlagaš kot 40. Po drugi strani gre pa tudi za ustvarjanje skupnosti, ali bom začel tako, pri volčičih imamo skupnosti gruče. So 5 do 6, odvisno od skupine, celotnega krdela, ki je hkrati tudi skupnost, in potem so razdeljeni v manjše skupnosti. Tam mogoče bolj res iz praktičnega vidika, pa tudi iz tega ustvarjanja občutka odgovornosti za svojo skupino, ne samo iz tega, da si odgovoren za njih, kaj se bo z njimi zgodilo, ampak te pripadnost manjši skupini in večji skupini. Potem se to s četo nadaljuje, so razdeljeni v vode, so dekleta in fantje razdeljeni in vsak vod se ustvarja ta naravna tekmovalnost med njimi. Vsak vod zase se potrudi, kako bo izgledal, kaj bodo imeli, kako bodo srečanja pripravljena, in to se predvsem na poletnih taborih najbolj odraža, ko vstopimo zraven še v ocenjevanje šotorov jutranjo, ne? Kako so vodi med sabo tekmovalni, pa sploh ne gre za tekmovalnost oziroma za tekmovanje. Ampak te majhne skupnosti znotraj neke velike skupnosti pač spodbujajo oziroma ustvarjajo možnost za to. Potem pa pride še klan, ker je pa v bistvu celoten klan, vsi popotniki in popotnice skupaj ena skupnost. Tam pa v bistvu preidemo v to gradnjo skupnosti, kako je tudi v življenju pomembno, da se zavedaš, v kakšni skupnosti si, kako doprinašaš svoje talente, svoje veščine v to skupnost in tudi ustvarjaš ta
krog zaupanja, oziroma ali pa bi lahko rekel svojih življenjskih sopotnikov. Ne. Zdaj, če so mlajše veje namenjene mogoče malo bolj temu, kar sem prej opisal, je pa ta starejša veja in tudi potem voditeljska skupnost, ne, že bolj usmerjena v to, kako boš peljal svoje življenje naprej, s kom se boš družil, s kom boš res trdna prijateljstva ustvaril. Tako da ja, ta skupnost je res nekaj, kar je zelo močen element. No. Zdaj, ko se pogovarjamo o skupnosti, prej si že rahlo nakazal, marsikatera mladinska organizacija se danes srečuje z izzivom mladih vstopanja v skupnost, kateri bi močno pripadala. A to opažate tudi pri skavtih kakšno spremembo, recimo izpred obdobja, no, recimo zadnjih 15 let, ali tukaj se vam zdi, da je konstantno, ne vem, to obdobje, ki v šolstvu večkrat govorimo, ne vem, da so otroci bolj individualizirani ali pa zaprti, da jih starši velikokrat preveč nadzorujemo, pazimo na nje in to. Se to odraža ali tako, kakšen občutek to prihaja, ta duh, in je to neki izziv tudi za vas? Ali tukaj znotraj delovanja tega ne zaznavate? Je, vsekakor je izziv, pa bo Mateja verjetno še dopolnila. Svet nas žene v individualizem. In se mi zdi, da ko sem bil jaz član, pa recimo, ko smo šli čez to pot, je bilo vse drugače, dokler se niso res te pametne naprave, pametni telefoni toliko bolj dostopni postali, da v bistvu je včasih si želel, da lahko prideš recimo do računalnika, da se prideš s prijateljem pa se igrati, zdaj si pa komaj čakaj za to, da boš prišel nazaj stran od njega. Ne. Se mi zdi, da je ta vpliv od zunaj res povzročil to, da je skupnost težje graditi, hkrati je pa skupnost nekaj, kjer si lahko, tako malo po domači rečen, težiš drugemu, da je že odlož telefona. Ne. In se mi zdi, da so to skupnosti, v katerih res imaš občutek od telefonov in teh zunanjih stvari ne potrebuješ. Ne. Si dovolj sproščen, hkrati se pa dovolj varnega počutiš, da si lahko to, kar si brez telefona. No. Zdaj pa verjetno boš tudi še kaj dopolnila z vidika, koliko je to zdravo, koliko je nezdravo. No. Ne, jaz sem hodila predvsem dopolniti z vidika tega, ker sem bila, pač do lani sem bila tudi jaz voditeljca. In sem v bistvu opazila, ko sem začela z voditeljstvom in zdaj, ko sem zaključila, da je ta razlika, da je manj nekako motivacije, želje po tem druženju v živo v skupnosti, ker nam digitalne naprave se nam nudijo veliko dobrih stvari, po drugi strani znajo pa tudi past predstavljati, zaradi tega, ker lahko preko njih, preko recimo družbenih omrežij, mladi zadovoljujejo, ali pa mislijo, da zadovoljujejo marsikero svojo potrebo po druženju, ki bi v resnici jo bolj zadovoljili in zraven še osebno zrastali in se naučili sklepati odnose, če bi pač šli v to v živo. In je potem dostikrat je tako, ker se odločiš med tem, da boš doma na kavču, pa na telefonu neki z nekom četov, ali pa šel nekam in si vzel čas in energijo in se družil tam v skupnosti in mogoče še hitrejš prišel, mogoče, ne vem, večje tveganje je, da pride do kakšnega konflikta ali pa kakšnih težjih preizkušenj v odnosih, če si užival, kot pa če imaš tam telefon, se lahko odklopiš, kadar želiš in je to. In v bistvu nekako, če med tema dvema stvarema izbiraš, ljudje smo taki, da raje izberemo lažjo stvar. Zaradi tega je mogoče res danes težje motivirati mlade, da je pa v bistvu to nekaj kulskega. In tudi veliko se govori zdaj o tej epidemiji osamljenosti med mladimi, ker smo najbolj možen pomreženi, kakor smo bili v zgodovini, obenem pa je toliko velikega občutka osamljenosti med mladimi, da je kar srhljivo v resnici. In se mi zdi, da skavti tukaj predstavljamo en način rešitve, če le pač uspemo mlade prepričati to, da druženje v živo in naučiti se graditi odnose v živo je toliko dragocena pol za naprej v življenju. Ja, to zagotovo. Na misel mi prihaja tudi ta knjiga Tesnobna generacija, ki se mi zdi dosti jasno naslovi prav to, kako se je na nevrološki ravni v bistvu spremenilo pri generacijah, ki so prišle v stik s pametnimi telefoni že od malega naprej, delovanje in povezovanje, socialni stiki. In tukaj tako vidim tudi izziv za nas, ki delujemo z mladimi, recimo zelo konkretno tako, koliko energije namenjati prisotnosti na družabnih omrežjih, ker to je tisto, kar velikokrat pride do mladih in prenese neko informacijo, ne? Koliko pa, kje je tista meja, no? Kako iskati, res kako razločevati, koliko energije temu nameniti, koliko pa raje spodbujati čim več to v živo, tudi sam, da preživljaš čas v živo, ne? Tudi za vse, ki delujemo z mladimi, je to en tak izziv. Ne vem, a gremo ustvariti TikTok kanal, ker to ful slišijo, ne? Ampak če ga ustvarimo, potem moramo redno objavljati, če želimo, da bo prišli. Ok, če redno objavljamo, to vzame kar velik
del našega časa. Ne? Kje je tista meja, tako se mi zdi, morda imate kakšne ali osebne ali tako splošne izkušnje, kako razločujete na tem področju, recimo bolj v vodstvenih vlogah si predstavljam ali pa v PR-ovskih vlogah? Ja, meni se zdi, da je zelo pomembno, iz svoje izkušnje lahko rečem, da včasih sem več uporabljal družabna mreža, zdaj mi grejo pa tako v narekovajih malo na živce, ker sem se odločil, da mi morajo iti, ker vem, da so koristna, ampak samo do določene meje. Hkrati se mi pa zdi, da kot vodstvene vloge, da bi rekel, da bi se res namensko pogovarjali ali pa usmerjali v strategijo dela, zato še ne, se mi pa zdi, da mogoče že ta miselnost ali pa, ja, bom rekel, miselnost na to, da ko objavljaš stvari, jih objavljaš zato, da nekoga privabiš ali pa vprašaš, zakaj mene ni tam? Ne, koliko je to kul. Ampak zakaj mene ni tam? Naslednjič hočem biti tam. Cilj ni to, da bi on več časa gledal objavo, ampak to, da bi se povezal z nekom ali pa da bi šel, da bi želel druženje v živo. Mislim, da bi bila to že eden od načinov, kako bi lahko na zadevo pogledala pa jo naslovila. Je pa to področje, ker res se tako hitro razvija, da je biti res treba biti, bom rekel, mlad, zato da lahko ostaneš v koraku s tem. No. Jaz vem, da sem že preveč dinozavrski za TikTok in vse te stvari. Nisem sledil, jaz sem se pa Facebooku ustavil in to je bilo to. Ne. Pa vem, da je še marsikaj naprej od tega, kar se družabnih omrežij tiče. Ja, jaz ful razumem to dilemo, ki si jo izpostavil, Benjamin. Sama še nisem čisto prišla do odgovora, oziroma vsakič znova iščem to mejo, ampak to, ko je Andrej rekel, se mi zdi, da dokler veš, zakaj se zdaj ukvarjaš z nekim dotičnim družbenim omrežjem, se pravi, cilj je, da privabiš mlade, da, kot je Andrej rekel, da potem naslednjič želi biti zraven pri tej stvari, ker dejstvo je, da je to toliko del naših življenj, da ne boš, težko ga boš drugače pridobil, kot če nekaj ne objaviš na družbeno omrežje. No, in če imaš nekako to v glavi in da veš, zakaj to delaš, pol tudi nekako znaš postaviti mejo, do kje to delaš. In veš, da res ni namen, da zdaj on scrolla ves čas in gleda vse tvoje objave, ampak da naslednjič pride in je deležen tega, kar mu želimo dati. Super, hvala za to spodbudo, pa tudi usmeritev, ker se mi zdi, da je izziv, ki bo tudi verjetno vedno boljše aktualen za vse, ki delamo z mladimi. Ne? Vedno bolj. Biti prisoten med njimi, ne nazadnje 13 do 18-letniki preživijo več kot 8 ur na dan povprečno za zasloni, ne, in jih je treba tudi tam nagovoriti na nek način, po drugi strani pa in samo reflektivno, da mi zdravo uporabljamo to in to, da njih spodbujamo k druženju v živo, to se mi zdi ful dragoceno, kar sta izpostavila. Jaz se tudi želimo obenem tudi opolnomočiti otroke in mlade, da bodo znali v tem svetu, kjer iz vseh strani jih bombardirajo z takimi vsebinami oziroma z privlačnimi stvarmi v digitalnem svetu, da bodo znali oni sami sebe regulirati do te mere, da to ne bo šlo, v neko odvisnost ali pa da se ne bo to preveč poznalo z nekimi hudimi posledicami na duševnem zdravju, telesnem zdravju in tako. Tudi recimo v okviru našega programa Zdaj zdravo, ki ga izvajamo, je velik poudarek na tem, točno na tem področju, se pravi varna uporaba digitalnih omrežij in sodelujemo na tem področju z centrom Logout in tudi Inštitut Integrum se s tem ukvarja. Ja, smo ful veseli, ker se mi zdi, da je aktualno, nam pomaga iti naprej rastiti in tudi iskati alternative. Ja, kar izvoli, kar. Ja, no to sem hodila reči, tako da ja, se zavedamo te problematike in želimo pač čim bolj opremiti otroke in mlade, da bodo znali biti neke odgovorne, samostojne osebnosti, ki skrbijo za svoje zdravje v tem svetu. Morda tako kot kakšen intermezzo, kakšna vajna osebna izkušnja, kaj je bil kakšen izziv, ki vam je pomagal, ali pa delovanje, ali pa na taboru, kakšen dogodek, ki vam je pomagal, da sta uspela kasneje potem ali pridobiti navado, ali imeti ta občutek, nekaj zmorom močnega, ali nekaj v tem smislu, kar se mi zdi, da danes mladim ali pa otrokom velikokrat manjka, ne? Pa me zanima tako, kakšna konkretna izkušnja, če lahko podelite, ali ko ste nekaj, prej si ti izpostavila nočno stražo, da ti je bilo to tako najprej smotano ful, ne? Ampak je bilo kaj takega, kar je zahtevalo nek napor, ker Andrej zelo se strinja s tabo, da če stvar ni težka, jo potem tudi manj vrednotim, nima toke vrednosti v mojem življenju, v mojem pogledu za nazaj, ne? Pa me zanima tako, kakšna osebna izkušnja, pozitivna. Ja, Dobro vprašanje. Verjetno, če bi razmišljal še kakšen dan, bi se spomnil še kakšne, ampak se mi zdi, da
recimo, da mi je, kar se družbenih omrežij zdelo. Jaz sem vedno, vsaj kar sem kot skavtski voditelj, pa ne samo glede družbenih omrežij, se mi zdi, da je zelo pomembno, da namesto tega, da nekomu rečem, ne, to ni dobro, prom povedati, pa pokazati, da to je dobro za to, potem se pa konča. Se pravi, kako nekaj uporabiti, namesto tega, da mu samo rečeš, da ne. In sam, ko sem se spopadal s tem vprašanjem, kaj z družabnimi omrežji, kaj ne, a se res ne da brez, se mi zdi, da mi je bila najbolj močna točka, oziroma taka prelomna točka, ker sem se glih tudi preko skavtov lotil tega programa Exodus, ki je v bistvu 90 dni z minimalno, ne? Pa si rečeš, ok, sej, neki bo, ampak dokler ne probaš, kaj 90 dni pomeni, ne? To je v bistvu, kaj, četrtina leta skoraj, ne? Ja. Ko si odklopljen od teh stvari, ne? In takrat vidiš, ali zmoreš, ali je to res nekaj nujnega, ali se da kako drugače najdete, ne? Kakšni 14 dni še zdržiš, pol pa že začneš iskati, kako se osnovne stvari zmenita, ne? In tudi se mi zdi, da je to bila dobra šola, da ko si se eno stvar zmenil, nisi rabil še 5krat preverjati, kar smo zdaj nagnjeni vsi, a si kle, jaz sem kle, Je držalo, si zihar kle, a drži. Ja. Če sva se zmenila, v tem smislu, no. Super. Pa verjetno gotovo še kakšno obstaja. Ja, ful hvala. Mateja, kaj pa pri tebi kakšen spomin? Jaz nisem toliko v okviru družbenih omrežij razmišljala, sem bolj šla izven nasploh. In sicer ena taka izkušnja, ki se mi je zelo močno vtisnila v spomin, je, ko smo imeli orientacijsko tekmovanje. In jaz sem katastrofalna v orientaciji, vedno bila, nisem uspela tekom teh 20 skavtskih let to ful izboljšati, žal. No, in ko smo imeli orientacijsko tekmovanje, sem bila jaz določena kot vodja ene skupine. In ti tam pri 17 letih, itak si mečken, nisi še čisto samozavesten, strah te je, kaj vse se lahko zgodi, in itak se je zgodil. Pač tam smo obtičali sredi enega klanca, sredi gozda, jaz nisem imela pojma, kje smo, tam vsi ostali mlajši od mene, tako sem se počutila grozen, kaj če se jim kaj zgodi, jaz sem zdaj odgovorna za njih. Pa se sicer vse ok zaključili, ampak itak unem najhujše možne scenarije si ustvarjaš v glavi in te je res, res strah. Nisem jim hotela tega pokazati, delala sem se, da imam vse pod kontrolo, no nisem imela vsega pod kontrolo, ampak na koncu smo se pač najdeli, smo se izvlekali iz tistega, nobenemu se ni nič zgodilo, noben se ni poškodoval, vse je bilo dobro. In tista izkušnja, pa tudi velike takih izkušenj, ko me je bilo zelo strah, a bo se kaj zgodilo ali ne, ker skavtstvo je dostikrat tako na meji. Lahko se nekaj zgodi, sicer poskrbimo vedno za varnost pa vse, ampak je pa res tako, ni pa tako, kot da je bil nekje na varnem na kavču. Greš čez svoje meje. No in take izkušnje so mi potem pomagale, po mojem, da sem nekako druge stvari v življenju dala v neko perspektivo. Tako, ne vem, sem se manj sekirala zaradi tega, ker, ne vem, imam pa zdaj jutri izpit ali pa neke take stvari, ki mogoče bi se lahko bolj sekirala, če ne bi imela teh izkušenj. Tako pa sem nekako znala postaviti, ok, res pomembno so druge stvari, to je zdaj nek pot, da pridem do nečesa, kar si želim, recimo. Tako da to, no, se mi zdi, da skavti so mi dali neko tako, nek tak mir glede življenja. Mogoče malo trde kože. Ja, ni trde tako težko, kože. kot razgleda. Spet si me spomnila na to knjigo, jo kar priporočam. No, avtor noter pravi, da pri vzgoji bi morali manj nadzorovati otroke v realnem svetu in več v virtualnem svetu. Da v bistvu starejši ne vemo, kaj vse je nevarno v virtualnem svetu in kako hitro se tam razvija. Po drugi strani pa to, ki si rekla na meji, on pravi prav, in to bolj nevrološko utemeli, zdaj mi je ful zanimivo, ko sem te poslušal, koliko je pomembno, da ima otrok izkušnjo tega, da pade, da se potovče, da se mal poreže, da pride v konflikt, kjer ni spoštovan, kjer ga družba enkrat izloči, ga pusti in je v teh svojih težkih občutkih ostane. Ker, ko si rekla bolj na varnem, tukaj bi prav izzival provokativno, a je res danes bolj na varno, da pustiš otroka na kavču s telefonom, ker se mi zdi tako celostno gledano, je bolj nevarno to, ne? Ja, tukaj se zdaj rekel, me spomne na en citat, ki ga je, mislim, da Gregor Starc od Slowfita rekel, ki je tudi eden od naših partnerjev pri tem programu, je rekel, katero je najbolj nevarno pohištvo v stanovanju? Kavč. In se zelo lahko poistovetim s tem. Ja, to, kar si rekel, se zelo strinjam s tem, no. Mogoče zdaj otroci pa mladi nimajo več toliko teh priložnosti, da bi se nekje potovkali, da bi nekje doživeli nek konflikt v odnosu, da bi mogli pa se za nekaj zdaj potruditi ali pa doživeti negativna čustva ob tem, kaj jim ne bi rad. Ali pač nikjer nimajo priložnosti zdaj to doživeti in se potem naučiti, kako bom pa zdaj jaz se na to odzval, kako bom zdaj prišel iz tega ven močnejši. Ker jih
Ne vem, ali je to problem staršev, ali je to problem družbe, ne bi znala povedati. Ampak je problem, veliko se jih zavija v vato. Ja, premalo jih opremljamo, ne? To smo res zdi. In tudi določena povečevanja depresij, anksioznosti in podrobnih težav so povezana s tem. Nekaj potem zelo močno izbruhne, ko enkrat si v realnosti, v neki stiski, v težki situaciji, nisi opremljen s tem, kako se srečati. Ker nisi enkrat bil na tistem klancu sredi gozda, odgovoren za druge in nisi imel pojma v bistvu, kako priti naprej. Lih to je tisto, kar imaš pri skavtih možnosti. In v tisti skupnosti, ki si tih priložnostih skupnosti. In se zdi, da je ena zelo zanimiva stvar, ki bom za zmer si je zapomnil, je bilo, smo imeli po poletnem taboru prve 3 dni od čete kot voditelj, smo delali res tabornih zgradb ogromno, ker smo imeli ogromno lesa. 3 dni sekire, žage, noži, ni nobene poškodbe. Naslednji dan, 4. dan, ko smo končali, je bilo za kosilo treba narezati čebulo. Mislim, da je bilo skoraj 1/4 čete porezana. Ne razumeš, ampak ti da pa to izkušnjo močno, ki si rečeš, no vidiš, kaj je sposoben otrok narediti, če mu daš res zahteven izziv, pa kaj se lahko že čisto preproste stvari, kot je rezane čebule, bi rekel, zgodi. Pač, če ni vate, ni vate, ampak je pa preizkušnja in res to neseš pol naprej v življenju. Mogoče bi sem tukaj še dodala, da ne bo kdo mislil, da otroci kar tam sekirami mahajo. Pa žagami tekajo okrog. Mama, očeti zelo, vsaj pri nas smo imeli in tudi verjamem, da drugje zelo strogo to, da se najprej izvede varnost pri delu, se jih nauči, kako se s tem rokuje in potem se zelo dobro spremlja, če kdo tam laufa sekiro in potem, če laufa sekiro. Ne laufa sekiro. Ne laufa sekiro več pol naprej. Tako da se potrudimo za varnost, ampak še vsem pa damo neke odgovornosti, kjer pa če ne paziš, se lahko nekaj zgodi. Mogoče to še večja motivacija pol, da toliko bolj paziš, da se naučiš rokovati s tem orodjem. Ja, varno okolje po moje pomeni ravno to, da določeno stopnjo nevarnosti se pusti, ker je nujna za osebnostno rast. Na tem ali drugem področju. Ne? Ker drugače pa ne zmoremo rasti, če smo zaviti samo v tisto, kar že 100% znamo in kjer ne moramo napredovati. Ne? Meni se zdi zelo tak močen citat, da če ne napreduješ, nazaduješ. In se pravi, ves čas si moraš postavljati nove izzive, težje izzive, ampak se mi pa zdi, da kot skavtski voditelji imamo pa to odgovornost, da svojim mladim, ki so nam zaupani, ne dajemo pretežkih izzivov. In to je lih ta rast in vzgojati od majhnega bobra do voditelja in še naprej. Tako, naš mali bober je ta drugi sin ravno zaključil svoj družinski projekt, je 30 dni bral knjigo o džungli, original verzijo, tako da je ful. Se že uči za naprej, kaj ga čaka. Ja, zdaj so rekli, zelo poznal že. Meni je bilo ful zanimivo, ker ni bilo veliko zgodb, sploh ni o Maugliju v bistvu noter, tako da. Pa tudi zelo zahtevna je ta knjiga, ni to preprosta, kot bi kdo mislil. Na določenih elementih je kruta, malo zgodb. Ne, super se mi zdi to postavljeno. No, pa tudi en izziv, ki ste mu bili v zadnjih letih predani kot organizacija, je bilo postavljanje nove prav skavtske hiše, tako da zdaj imate tudi fizično en center. Zdaj imamo svojo hišo, končno. Ja, kaj se tam dogaja? Komu je namenjena? Lahko par besed povesta. Skavtska hiša naša skavtska hiša je naš dom od vseh. Na ta način jo tudi promoviramo, razlagamo in sicer je center, stoji na Štepanskem naselju in tudi že sama oblika malo spominja na šotor, malo na zelo odprto, ker je praktično vsa odprta. Namenjena je pa raznim skavtskim skupinam, sestankom, noter imamo tudi pisarne, tudi Mateja je tam v službi in je namenjena predvsem srečevanju. Mi si želimo, recimo izvršni odbor in tisti, ki smo pogosto tam, da jo tudi ostali voditelji začutijo kot svojo. Res dolga leta se je prizadevali k temu, da bi imeli svoje prostore in zdaj, ko jih imamo, si jih želimo maksimalno izkoristiti. Drugače so že zdaj redna srečanja, pisarna je tam, imamo tudi na vrhu v hiši prostor za umiritev, lih zdaj mesec nazaj smo dobili tudi podobe, kjer prikazujejo naše zavetnike in skavte, kjer se priporočamo naši materi Mariji in tudi da to poskrbimo. In se mi zdi, da je res ta naša hiša naposled le naša in priložnost, da skrbimo za njo in da nam tudi nudi prostor, kjer lahko ustvarjamo svoje skupnosti. Lahko pa Mateja kaj pove, kako je vsak dan tam. Jaz sem tam vsak dan. Ti si pogosto obiskovalec oziroma... lahko potrdim, da točno to, kar je opisal, se dogaja, se pravi, hiša živi,
je vsak dan se napolno dogaja v njej, tako popodnevi so zelo zasedeni, tudi po več skupin pride noter, tako da je ves čas srečevanje se dogaja na zelo intenzivni ravni. Tako da ja, smo veseli, da je tako zaživela in da res skauti vidijo, da jim pride prav, da jo lahko uporabijo za to, da načrtujejo program, da skupaj delajo nekaj dobrega. No, ful dragoceno se mi zdi, da je spet ta celostno, da se lahko podpre delovanje, rast in namen na različnih nivojih, ne? In hiša je tudi, oziroma prostor je tudi nekaj takega, kar se mi zdi, lahko temu služi. Tako da super. Pa letošnje leto je še posebej pomembno za vas, ne? Res je. Praznujemo 35 let, 35, bi rekel, debelih let, če se malo svetopisemsko navežem. Ja. Letošnje leto smo se odločili, da bomo kar celo leto praznovali. Spodbude so bile dane tudi v lokalne območja oziroma v stege. Vsi so dobili gradiva, kako lahko praznujejo v svojih vejah, skupnostih, kako lahko pripravijo, da povežejo steg, kako se starši lahko poveselijo, ker ni samoumevno, da je organizacija 35 let živi, da raste in da raste tako kakovostno, kot je naša organizacija, za kar smo res veseli in hvaležni. Drugače imamo pa tudi na recimo vse slovenski ravni razno praznovanja. 31. marca smo imeli slavnostno mašo v stolnici in je bilo res tako čudovito videti, mislim, da je bilo več kot 40 duhovnikov v presbiteriju, škof, je imel res tako lepo pridigo, ki je tudi še na internetu dostopno. In potem cela cerkev polna skavtov. Imeli smo praznovanje za voditelje, glih v skavtski hiši, kjer je bil tudi začutiti ta super mladostniški utrip. Zdaj sledijo čez celo leto ta praznovanja po lokalnih okrajih. V jeseni bomo imeli pa še slavnostno praznovanje v festivalni dvorani. Tako da imamo pester program, pestre spremljevalne aktivnosti. Ta namen smo imeli tudi zdaj ravno začeli Skavtski planinski dnevnik, kjer spodbujamo vse naše člane, da se udejstvujejo tudi v, kako bi rekel, hribovskih aktivnostih. No. Smo dobili, je izziv tudi za našo družino, ja, tako smo že gledali. Ja. Ja. Nekateri so res zagnani, so že več kot 9 vrhov obiskali, pa še ni en mesec, odkar je vzunaj, tako da res, super. Ful lepo. Res se mi zdi dragoceno in s to hvaležnostjo za preteklih 35 let, verjetno tudi gledate vnaprej, kaj je trenutno vaša vizija ali pa kaj želite v naslednjih letih. Čemu se želite posvetiti morda? V zadnjih pol leta poskušamo v življenje spraviti, oziroma uživljamo nov strateški načrt. V njem smo se osredotočili na 3 področja, in sicer na kakovostno vzgojo, ker v bistvu zajema vse, kar smo danes že govorili o teh izzivih, kako bomo oživeli naše ognjišča, ki smo jih pred leti postavili. Lih pred korono so se začela, se pravi, po Sloveniji je več tega združenih posamezna ognjišča, tako da ta tretja je pa, no, zdaj mi je pa všla beseda, ampak Se Mateja spomniš? kakovostno vzgoja ognjišča, pa vzgoja za prostovoljstvo. Evo. To, kar smo že prej že govorili, povedal. se mi zdi, da smo že govorili. No. Tako da te 3 so glavna področja, na katerih bomo delali v naslednjih letih, plus vse tisto, kar bo še do takrat se zgodilo. No. Načeloma imamo zdaj 2025 do 2029 ta strateški načrt, ampak če smo po čem znani, smo pa tudi potem, da se odzivamo na aktualne potrebe. Ja, pa ko živiš med mladimi, je itak sprememba nekaj stalnega, ne? Kar se dogaja. Stalna je sprememba. Ja, to je res. Super, hvala vam. Morda je kakšna misel, ki bi jo želela podeliti z vsemi, ki poslušajo, po večini so to kakšni mladinski delavci ali pa voditelji mladih, ali to kakšna spodbuda, kakšna izkušnja, kakšna misel za na konec tako. Ne vem, meni zdaj pride na misel to, zaradi česar najprej nisem marala skavtov, in sicer to pomeni, da sem mogla iti iz cone obdobja. Bi rekla, da ne vem, mene vedno vodi to, ne se bati iz cone obdobja. Tam je tisto območje, kjer se pa zgodi osebnostna rast in kjer se potem čutiš izpolnjenega. Pa pač sam vsak zase ve, kaj je tisto, kjer je izven cone obdobja in kaj je tisto, kar nam bo pomagalo k temu, da postane boljši človek. Jaz po takih trenutkih vedno probam se spomniti kakšne modrosti, ki je Baden Pavel povedal, in mi zdajle 2 njegova citata odzvanjata v glavi, in sicer prvo je: skavtstvo je odgovorna igra. Se mi zdi, da to je zelo dober tak motivacijski nagovor za naše voditelje. Drugi je pa to, ki v bistvu pa mene osebno najbolj spremlja, je pa, da vzemi življenje kot igro in svet kot igrišče. In se mi zdi, da to je v bistvu za vsakega mladinskega delavca lahko je neko vodilo, ki presega skavtske meje. Najlepša hvala za ta čas, za pogovor, pa vse dobro in uspešno in pri praznovanju obletnice
in pri uresničevanju strateškega načrta, predvsem pa pri osebnih in skupnih poslanstvih v prihodnosti. Hvala. Hvala tebi. Hvala za povabilo, pa z veseljem še kdaj. Nasvidenje. Dio.